Skratka, lep pozdrav vsem skupaj. Prav lepo vas pozdravljam na predstavitvi znanstvene monografije, ki jo vidite tukaj na mizi, z naslovom Zasebno je politično, kritične teorije vsakdanjega življenja, ki je šlo v lanskem letu. Zdaj samo za začetek, za informacijo, knjiga je danes na voljo tudi za nakup s 25% popustom in cena pride, mislim, da 20,25 evra. Pa ni treba zdaj plačati, ne? Ni potrebno zdaj plačati, skratka, potem dobite samo račun. In tudi, če ni dovolj knjig na voljo, obstaja še nek mehanizem, preko katerega lahko knjigo po popustu s tem popustom naročite, ampak potem ob koncu samega dogodka. Tako da, toliko za začetek. Skratka, jaz bi najprej za omizjem pozdravljala moje nocojšnje sogovornice in sočasno tudi urednice te znanstvene monografije. In sicer začela bi z doktorico Tanjo Kamin na moji strani, ki je izredna profesorica na katedri za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi in vodja raziskovalnega centra za socialno psihologijo. Potem je z nami doktorica Mirjana Ule, redna profesorica za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede in tudi ustanoviteljica Centra za socialno psihologijo. In še doktorica Alenka Švab, redna profesorica za sociologijo na oddelku za sociologijo in raziskovalka v Centru za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede. Tukaj še. Dovolite mi, da na tej točki nekaj besed namenim predstavitvi Centra za socialno psihologijo, se mi zdi pomembno. Namreč v okviru Centra za socialno psihologijo se izvajajo številni temeljni, aplikativni in razvojni raziskovalni projekti, analiz procesov, praks in institucij, ki sodijo nekako v mikrosfere vsakdanjega življenja. Osnovna raziskovalna usmeritev tega centra je nekakšno kritično in emancipatorno raziskovanje tistih področij, ki so bila dolgo podcenjena v znanstveni in politični javnosti, upam si trditi, da nekatera še danes. Center tako pokriva zelo široko raziskovalni spekter različnih področij, kot so recimo mikropolitike vsakdanjega življenja, študije mladine, študije življenjskih potekov in prehodov, študije družin, študije zdravja in prehranjevalskih navad, študije spolov in seksualnosti, študije diskurza ter socialno-psihološke študije. Zdelo se mi je pomembno začeti s tem, s predstavitvijo centra, prav zato, ker je tudi skozi delovanje v Centru za socialno psihologijo nastala baza tega, kar je danes popisano tudi v tem znanstvenem delu. No, in v omenjenem delu, v katerem bo danes tekla beseda, avtorice obravnavate vsakdanje življenje v prepletu z družbenimi strukturami in družbenimi razmerji moči, z najbolj znanim feminističnim sloganom Zasebno je politično, izpostavljate nekako, da zasebno ni odporno na razmerja moči in ni nezaznamovano z zatiralskimi praksami, ampak ravno obratno. V delu skozi različne prispevke dokazujete, da je zasebnost zatiralska in patriarhalna, prav zares. Kakor ste zapisali v samem uvodu tega dela, je namen knjige, citiram, prikazati, kako sociologija, pa tudi druge družbene vede, kako so sociologija, pa tudi druge družbene vede, pripoznale raziskovanje vsakdanjega življenja kot pomembno in pomenljivo raziskovalno dejavnost. Delo tako odpira in predstavlja teme ter probleme, ki so bili v družboslovju dolgo časa in tako, kot sem že v začetku rekla, si upam trditi, da nekatere so še vedno teoretsko in družbeno marginalizirane, od študij družine, spolov, mladine, zdravja, hrane, študije seksualnosti. Kakor zapišete, se z dotičnim delom upirate in izmikate lažni antinomiji med teorizacijami in aktivizmom, med raziskovanjem in družbenim angažiranjem in v družboslovnih znanostih iščete in realizirate njihov emancipatorni potencial. Zaradi česar se mi zdi to delo še posebej pomembno. Sama struktura dela je tudi precej pragmatična,
in tudi bralcu zelo prijazna. Namreč delo se stoji iz 3 vsebinskih sklopov. Prvi sklop je epistemologija vsakdanjega življenja, drugi sklop je metodologija raziskovanja vsakdanjega življenja in tretji, tudi najobsežnejši sklop, nosi naslov prakse vsakdanjega življenja, v katerem avtorice obravnavate vsakdanje življenje v njegovih različnih pojavnostih in skozi različne fokuse. Zato bi sedaj za začetek pogovora in predala besedo tudi mojim sogovornicam, pozvala goste za omizjem, ki ste bile tako urednice celotnega dela, kot potem posamično urednica vsakega sklopa, da nekako predstavite vsakega od vsebinskih sklopov posebej, na kratko, in tudi tematizirate njihovo strukturo in vsebino. Pa bi mogoče kar z vami začela doktorica Ule, ker če se ne motim, ste bila urednica prvega sklopa, ki nosi naslov epistemologija vsakdanjega življenja. Hvala lepa za besedo, tudi pozdrav vsem prisotnim. Smo vas veseli in upam, da bo dobra diskusija in prijeten večer. Zdaj, če dovolite, jaz bi tako mogoče najprej za začetek malo voda, na nek način večkrat opozorila na določene kontekste še, poleg tega, kar je naša voditeljica že omenila, kontekste, v katerih je knjiga nastala, malce zgodovinske kontekste, tukaj imamo mlado publiko, mi pa poznamo te kontekste, pa je dobro, da se navezujejo. In v drugem delu pa pol, kot rečeno, na kratko mogoče mičkano pozornost na ta epistemološki del, tako da vas mogoče zaintrigiram, da si boste vzeli knjigo v roke, ker seveda ne bomo predstavili, ker ne moramo predstaviti v tako kratkem času tega, kar je vsebine noter. No zdaj, kot je že rekla naša kolegica Jasna, zdaj, knjige smo se lotile avtorice, ki nas pravzaprav družbeni problemi iskreno zanimajo in prizadevajo. In tudi naše delovanje je vse skozi razpeto med raziskovanjem in družbenim angažiranjem. In v tem tudi vidimo najbrž tudi vse nekako prav čar sociologije, namreč, da je refleksivna, da vsebuje ta emancipatorni potencial, o katerem je govorila že Jasna, in da zahteva osebni angažma, pozicioniranost, strast, če hočete. In jaz mislim, da vse to smo pravzaprav tudi vložili v to knjigo. Zdaj, knjiga je nastala, začeli smo razmišljati o njej leta 2014, ko smo ugotovili, da praznujemo 20-letnico centra. In je knjiga pravzaprav tudi zato je tako neke vrste remek delo, to pomeni oris vsega, oziroma zbrano vse gradivo, ki smo ga, ali pa vse raziskovalno in teoretsko gradivo, ki smo ga v teh 20 letih, na katerem smo delali. No, zdaj, pa še nekako mogoče prek teh 20 let, konec koncev študije mladine so pravzaprav v tistem času, ko smo se lotili knjige, praznovali že 30-letnico začetkov. No, in delovanje nekaterih avtoric, mene, Tanje mogoče celo, sega še daljši v čas študentskih in drugih civilno-družbenih gibanj, ki so pravzaprav nas naredile za občutljive za te tematike, pa občutljive za robne in marginalne pojave in družbene skupine in za interdisciplinarne pristope k raziskovanju. No in zdaj, če mečkam še par besed o tem času, namreč študentska gibanja 68 se knjiga pravzaprav od tam širi proti sedanjosti, so imela pravzaprav visoke ambicije. Poskušale so spremeniti centre politične in ekonomske moči in jim seveda to ni uspelo. Niti en sam politični režim se zaradi protestov ni spremenil in kapitalska struktura moči je ostala nespremenjena. So pa proizvedle močne strukturne učinke na ravni vsakdanjega življenja, na ravni življenjskih slogov, vrednot, načinov, kako vidimo svet in kako vidimo sebe v njem. In tudi v javno zavest so študentska gibanja in
potem sledeč druga civilno-družbena gibanja, pripeljala številne libertarne težnje, recimo človekove pravice, enakost možnosti, solidarnost z zatiranimi in odrinjenimi družbenimi skupinami, nenasilje in tako naprej, ki so jih zoperstavili družbenemu konzervativizmu in avtoritarizmu. Zato na nek način doživljamo knjigo, ali pa smo jo tudi nekako pisali kot neke vrste omaž tej kulturni revoluciji, ki so jo sprožila takratna gibanja, ko se je pravzaprav teorija delala skupaj z pohodi in demonstracijami. No, in iz tistih časov smo si izposodili tudi naslov. Ampak zanimivo je to, da je zasebno in politično je pravzaprav ni nastalo, ni študentski slogan, ampak je slogan, ki je pravzaprav nastal potem, ko smo ženske ugotovile, da so revolucionarji, ki so hoteli radikalno spremeniti svet, zasebnost pustili pri miru. Oziroma, celo bi lahko rekli, da se jim zdelo kar prav, da ostane taka, kot je, zatiralska in patriarhalna. In zato smo morali ženske feministična gibanja, ki so takrat nastale, so pravzaprav nastale kot neke vrste tudi odmev na ta pregled, ki so ga naredila študentska gibanja. In slogan zasebno in politično je pravzaprav zasluga ženskih gibanj, oziroma je na nek način takrat nastal in je pravzaprav sprožil to potrebo po raziskovanju vsakdanjega življenja. Namreč izkazalo se je potem, ko je potihnil ta hrup študentskih gibanj, da je treba, torej kot sem rekla, najpomembnejše učinke libertarnih gibanj iskati tam, kjer smo jih najmanj pričakovali. V zasebnosti, v intimnosti, v vsakdanjem življenju. Tu pravzaprav so se zgodile največje spremembe. Zasebna sfera, kot je tudi Jasna že omenila, je bila do tedaj, oziroma dolgo časa, pa še potem v sociologiji popolnoma spregledana. Nekako zdela se je trivialna kot področje osebnih emocij in potreb, ki so subjektivne in iracionalne in zato ne potrebujejo posebne teoretske analize in tudi ne vsebujejo kakšnega posebnega znanstvenega in inovativnega potenciala, vsaj tako se je zdelo. No, ampak od takrat naprej lahko tudi sociologija prizna, da je veliko pridobila prav za tematizacijo vsakdanjega življenja. Postala je bolj integrativna, bolj dinamična in tudi socialno relevantna. No, to področje, torej raziskovanje vsakdanjega življenja, je še pridobilo na pomenu po 90-ih letih. Dalje, z oblikovanjem tako imenovanega postmodernega, postindustrijskega ali postfordističnega sveta, kakor hočete. Postfordizem, ekonomski in politični sistem, ki sledi informacijske revolucije v tehnologiji, pa neoliberalizmu v ekonomiji, pa neokonzervativizmu v politiki, pravzaprav spretno preoblikuje želje, utopije, strahove ljudi v zgolj individualne percepcije in projekcije. Torej, na nek način zasipa ljudi navidezne znanskimi izbirami, možnostmi, poželenji in producira pri ljudeh občutek, da so pomembni le oni sami, mi sami kot posamezniki. Po drugi strani pa pravzaprav sam po sebi ne posega bistveno v te strukture nekako teh, nek način bi lahko rekli, zatiralskih razmerij. Vzemimo vsaj en vidik, recimo na področju spolnih razmerij so se, bi lahko rekli, se zdi na videz, kot da se je marsikaj spremenilo, pa vendarle. Poglejte, argumenti za podreditev nič drugega kot spremenili so se iz neposredno spolnih v posredno spolne. Če smo prej govorili, moški so sposobnejši od žensk, zdaj to ni spodobno govoriti, zato rečemo, moški so bolj prilagojeni za konkurenčne spopade in
spopadi so pač bistveni danes za obstoječi red stvari. Ne? In medtem, ko je stara patriarhija govorila neposredni jezik moči in oblasti, ki je vsakomur in še posebej ženskam in mladim vnaprej jasno pokazal njihovo mesto, se sodobni diskurs ne izraža patriarhalno, ampak prenaša odgovornost na posameznika, na posameznico, ki sta z lastnimi izbirami vedno sama kriva za vse, kar se jim dogaja. Ne? No in zato je tudi naša teza bila, da je tudi danes še na delu neznanska mentalna regresija, ki poraja zametke nove barbarizacije sveta. In ta nova barbarizacija sveta se kaže v vse večjem razkoraku, ne? Med bogatimi in revnimi, izključenimi, vključenimi, konec koncev se lahko spet vprašamo, vključenimi v kaj, ne? Kaj pravzaprav je danes biti vključen. Ali ni najbolj problematično prav to, kar vključuje, sploh če govorimo o vključevanju v sedanji globalni kapitalistični svet, kjer se vse bolj kopičijo napetosti, nasilje, strah, sovraštvo in jeza in tako naprej. Ne? Skratka, to je nekako en tak kontekst, v katerem je nastajala ta knjiga. To so problemi, ki jih mi neprestano tematiziramo na različnih področjih in nekako s temi motivacijami smo vstopili v delanje knjige. No, zdaj, če še nekaj besed o tem teoretskem delu, tako da vas mogoče malo zaintrigiram. Ne? Zdaj, teoretski oziroma epistemološki del je najprej posvečen sami tematizaciji oziroma konceptualizaciji vsakdanjega življenja v družboslovju nasploh in še posebej v sociologiji. Zdaj, predstavljamo družbene in zgodovinske razloge za pojav znanstvenega zanimanja za teme vsakdanjega življenja, predstavljamo konstitutivne elemente vsakdanjega življenja, z njimi povezane pojme in koncepte, obravnavamo strukturne vidike in značilnosti vsakdanjega življenja, kot so pragmatičnost, nevprašljivost, intersubjektivnost, krožnost in kumulativnost, pa mogoče par besed o teh zadnjih fenomenih krožnosti in kumulativnosti, ki se mi zdijo zelo pomembni. Namreč dejstvo je, da je vsakdanje življenje tipično krožno, pomeni ciklično, ponavljajoče se in obenem s tem ponavljanjem ohranjevalno. Ohranjevalno za razliko od drugih svetov, bolj abstraktnih zunanjih svetov, ki so zasnovani danes kot linearni, ki črpajo in izčrpavajo. Ohranjajo, črpajo, izčrpavajo. V teh kroženjih vsakdanjega življenja se neprestano menjavajo obdobja povečane dejavnosti in umiritve, rutine in vznemirljivosti, zadovoljstva in nezadovoljstva, delanja na sebi in delanja zunaj sebe. No in vse to kroženje skrbi za ravnotežje med povnanjanjem človeka in usmerjanjem pozornostjo k sebi. No in visoka mera ravnotežja teh izmenjav je znak za visoko kvaliteto življenja v vsakdanjem življenju. No in spet smo pri sodobnih kapitalističnih družbah, za katere je značilno, da je vsakdanje življenje podrejeno javnim linearnim procesom, ki ne temeljijo na obnavljanju, temveč na kopičanju, izčrpavanju moči kapitala, znanja, informacij. In pri tem pa se zanemarjajo varovala, ki stabilizirajo vsakdanje življenje, medosebne odnose. No in pravzaprav tu je nekako ta pomemben vidik vsakdanjega življenja, ohranjevalni in obenem seveda tudi nevarnost v sodobnem svetu, da nam drugi svetovi vdirajo, kolonizirajo ta vsakdanji svet. No, temu epistemološkemu delu sledi analiza teorij vsakdanjega življenja, od klasičnih do sodobnih kritičnih teorij in študij. Zdaj, nekako s temi začetki se ukvarjam tudi še jaz v tem delu. No in za začetnika tematiziranja vsakdanjega življenja vsekakor omenjam Sigmunda Freuda, ki je leta 1904 v svoji znani knjigi Psihopatologija vsakdanjega življenja prvi vpeljal termin in pojem vsakdanjega življenja v družboslovno analizo, konkretno v psihoanalizo. No in sicer v tem delu ni sistematsko tematiziral vsakdanjega življenja, je pa vendarle nekateri temeljni okviri tega dela, njegovega dela ostajajo pomembni. Namreč
to tezo, da je neke navidezno nepomembne, trivialne vidike vsakdanjega življenja, kot so fenomen pozabljanja, kot so analizo govornih napak, torej naredil za pomembne in pomenljive, njegova teza je bila, da te napake nikakor niso slučajne in netrivialne, ampak so simptom za v ozadju delujočo globjo in potlačeno problematiko. Tako bi lahko rekli za ves vsakdanji svet. Marsikaj v tem svetu ni, ki se zdi tako trivialno, pa ni trivialno. No, če grem še mičkan pokomentiram ostale stvari, ki so v tem epistemološkem delu, se potem sprehodim čez klasične teoretike, ki so se vsak na svoj način dotaknili problema vsakdanjega življenja, od čikaške šole simboličnega interakcionizma, dalje Georg Simmel, ki je zbližal pojem vsakdanjega življenja in pojem družbe, recimo prednostna oblika socialnih interakcij zasemlja sodruženja, skozi katera se izraža temeljna življenjska oblika ljudi, torej družabnost. In pomen te družabnosti, tega vsakdanjega druženja med ljudmi za ohranjanje vsakdanjega življenja in tudi ohranjanje temeljnega ravnotežja v družbi. Predstavim Parsonsa in Webra, ki sta se ukvarjala z vlogo racionalnosti v vsakdanjem življenju, potem iz kombinacije sociološke fenomenologije in simbolnega interakcionizma se je v začetku druge polovice 20. stoletja razvila etnometodologija, prva teoretska smer, ki obravnava in tematizira predvsem vsakdanje življenje. Najpomembnejša predstavnika te smeri sta Harold Garfinkel in Erwin Goffman, potem seveda predstavim začetnike konstrukcionistične teorije Luhmanna in Bergerja z njuno, pravzaprav danes že klasično in kultno knjigo Družbena konstrukcija realnosti in pridem do, torej ta del zaključim z teorijo Jürgena Habermasa, kjer se mi zdi pomembno zlasti njegov koncept kolonizacije vsakdanjega življenja, ki sem ga že omenila. Namreč po Habermasu vsakdanje življenje ni statično, tudi samo se zgodovinsko preoblikuje, zato spreminja njegovo razmerje do drugih družbenih svetov, oziroma se to spreminja med vsakdanjim življenjem in drugimi družbenimi sistemi, ki jih producira človek. No in ta Habermasov pojem kolonizacije vsakdanjega življenja pomeni ravno to, da drugi svetovi vdirajo vsakdanji svet in ga kolonizirajo. Recimo prevlada kvantitativnih medijev, kot so denar, moč, prestiž, potrošnja, tudi v vsakdanjem življenju. Prevlada kvantitativnih nad kvalitativnimi mediji, kot so razumevanje, pomen, odnosi, sodelovanje in tako dalje. No, zdaj preidem na drugi del, na druge dva dela še, ki jih bom bolj nakratko predstavila, ker sta tu njugi avtorci prisotni, to je Alenka Švab in Tanja Renar. Alenka, in me boste najbolj dopolnili, pa vendarle, Alenka piše o sodobnih teorijah vsakdanjega življenja, kamor umeščamo po perspektivi in tematski usmerjenosti analize zelo različne avtorice in avtorje, ki jim je pa skupna ideja o nujnosti kritične analize vsakdanjega življenja v konkretnih sociozgodovinskih in ekonomskih kontekstih. Alenka predstavi 4 najbolj referenčne predstavnike in predstavnice te smeri, francoska filozofa in sociologa Henrija Lefebvra in Michaela Dessertoja, madžarsko filozofinjo Agnes Heller ter kanadsko sociologinjo Dorothy Smith. Skupno vsem tem avtorjem in avtoricam je pojmovanje vsakdanjega življenja kot kontradiktornega področja, ki je po eni strani mesto rutine, mesto ponavljanja, domačnosti, subtilnih mehanizmov nadzora, po drugi strani pa tudi mesto upora, možnosti za družbene spremembe. Bolj kot opis praks vsakdanjega življenja je pomemben razmislek o umeščenosti teh praks v razmerja moči, o družbenih neenakostih, o učinkih družbenih struktur na ljudi v vsakdanjem življenju in predvsem o možnostih spreminjanja družbenih pogojev vsakdanjega življenja.
Zato so v tem smislu kot del kritike vsakdanjega življenja vedno vključeni tudi razmisleki o potencialih delovanja, o možnostih upora družbenim strukturam in institucijam skozi vsakdanje prakse. Recimo, ključna teza v Lefebvrovi kritični teoriji vsakdanjega življenja je podobno kot Habermasova, da kapitalizem ne dominira zgolj ekonomskemu področju, da se je razširil na vsa druga družbena področja, s tem pa kolonizira tudi vsakdanje življenje. Največji problem tega procesa vidi Lefebvre v tem, da alienacija ni več prisotna le v delovni sferi, ampak sega tudi vsakdanje življenje, kar vodi do njegovo osiromašenje. Meni je zanimiva Desartojeva teorija o inovativnosti praks vsakdanjega življenja, ki je deloma odgovor na teoriji Michaela Foucaulta in Pierrea Bourdieua, ki vsak na svoj način predpostavljata relativno pasivnost posameznikov, katerih delovanje je vedno ujeto v preobstoječi družbeni red strukture habitus. Nasprotno se to meni, da ljudje rutinsko zaobhajamo vsiljeni družbeni red, delujemo taktično, zvijačno, se izmikamo družbenemu nadzoru in redu, zato je vsakdanje življenje v svoji osnovi vedno uporniško. Alenka podrobneje izpostavi še dve pomembni analitičarki, filozofinjo Agnes Keller in kanadsko feministično sociologinjo Dorothy Edith Smith. Predvsem ta je bila meni nova in zanimiva, zato mičkam par besed o njej. Dorothy Smith med drugim problematizira moško središčno za spol in vsakdanje življenje slepo sociologijo. V analizi vsakdanjega življenja zavzema Smith kritično pozicijo, v kateri je vsakdanje življenje središčni fokus, vendar ne zgolj kot raziskovanje vsakdanjih praks, temveč kot raziskovanje, kako so ljudje vpleteni v širše družbeno razmerje sodobne kapitalistične ekonomije in družbe. Izhaja iz ideje, da bi sociologija morala biti politično angažirana, ter da bi morala biti pozorna in opozarjati na družbene neenakosti ter asimetrična razmerja moči, skozi različne dejavnike družbenega diferenciranja, kot so spol, razred, rasa in tako dalje. No, zdaj pa še par besed o Tanji, najmanj Tanja, sem prepričana, da boš ti potem izpostavila to, kar si želela povedati tudi v tretjem delu, skozi avtorje, ki si jih predstavlja. Najprej si predstavlja Giddenssovo razmišljanje o razmerju med posameznikom, akterjem in družbo, med delovanjem in strukturo, torej ključno dilemo sociologije vsakdanjega življenja oziroma njegovim poskusom preseganja razpetosti med obema dimenzijama v teoriji strukturacije. Nadalje razmišljaš o vplivu kriz na vsakdanje življenje skozi teorijo Karla Marxa, skozi predstavitve temeljnih značilnosti teorij Michaela Foucaulta o mikrofiziki oblasti oziroma modernih oblikah oblasti, biopolitiki ter skrbi zase, ter razmislek o aktualnosti dveh klasičnih socioloških konceptov alienacije in anomije. Posebno poglavje namenjaš obravnavi temeljnih konceptov teorije Pierrea Bourdieua in koga še? Gramscija? Ne, to pa zaključiš. S predstavitvijo Althusserja in Gramscija zaključiš svoje področje. Hvala. Bi nadaljevali z vami, doktorica Kamina, z metodološkim delom, ne? Se pravi, drugi del knjige je posvečen, se pravi, celoten sklop in namenjen sami metodologiji raziskovanja vsakdanjega življenja. S predpostavko v tem, da je raziskovanje vsakdanjega življenja v bistvu raziskovanje mikropraks, mikrostruktur družbe. Pomembno jih je pa preučevati zato, ker po eni strani te mikrostrukture družbe lahko odražajo, lahko reproducirajo, lahko pa tudi spreminjajo makrostrukture družbe. Zdaj, pomembno je, da za raziskovanje vsakdanjega življenja iščemo predvsem ali uporabljamo predvsem tiste metode, ki nam omogočajo čim bolj razumeti, kako recimo se v določenih pojavih misli, kako se oblikujejo pomeni, kje in kako nastajajo pomeni,
kako se oblikujejo različne prakse, odnosi v teh praksah, kako se reproducirajo, kje so recimo možnosti za neke uvajanje nekih sprememb in kje so v bistvu največje ovire za to, da ne moramo dosežati družbenih sprememb, se pravi, da skušamo pravzaprav opaziti, kje se neke danje okoliščine, dani pojavi, dane prakse v bistvu ujamejo v neko reproduciranje in recimo ne omogočajo prehode recimo na neko drugo, višjo družbeno raven, ki si jo želimo. Zato v bistvu za raziskovanje vsakdanjega življenja posegamo po različnih metodah, predvsem pa po kvalitativnih metodah, pri čemer ne zanemarjamo, se pravi, kvantitativnih metod, to je treba poudariti, ampak kvalitativne metode nam v bistvu omogočajo predvsem to, da lahko pridemo lažje zares do prostorov, kjer se vsakdanje življenje odvija in do ljudi, ki vsakdanje življenje živijo. Se pravi, da tudi posameznim skupinam, recimo ne samo konkretnim ljudem, ampak družbenim skupinam damo tudi glas, se pravi, in damo možnost, da izrazijo, kje vidijo morda kakšne probleme, kje se ujamejo v neke navade, v neke ustaljene prakse, s katerih ne vidijo izhodov. Zato, recimo, zdaj te kvalitativne metode, ki jih potem tudi tukaj predstavljamo, so na nek način, govorimo o metodah tako zbiranja podatkov, kot tudi metodah za analizo teh podatkov. In zdaj, recimo, na nek način so pri kvalitativnih metodah recimo, bolj uveljavljene kot fokusne skupine, poglobljeni intervjuji, potem recimo kakšna biografska metoda, etnografija in tako naprej. Pa hkrati cel kup tudi nekih novih metod, ki omogočajo predvsem recimo raziskovanje še bolj posebno občutljivih skupin, recimo ali pa skupin, ki imajo težave z izražanjem ali pa recimo z artikuliranjem nekih procesov, ki jih živijo, kako mislijo določene pojme, recimo otroci, ljudje s duševnimi težavami in tako naprej, recimo migranti, ki imajo težave z jezikom. Naprimer, da se metode vpeljujejo tudi prakse, kot so gledališča, druge umetniške prakse, ki omogočajo potem tudi nek raziskovalni proces, se pravi pridobivanje nekih podatkov za analizo. Pomembno je povedati, da pri raziskovanju vsakdanjega življenja ni potrebno samo generirati podatke, se pravi, da jih z raziskovalnimi metodami, kot so na primer poglobljeni intervjuji, ustvarjamo, ampak vsakdanje življenje producira, ustvarja cel kup podatkov ves čas, ki jih lahko najdemo okrog nas. Recimo, komuniciranje na spletnih družbenih omrežjih, potem razno recimo medijsko poročanje, komuniciranje v spletnih zdravstvenih skupnostih in tako naprej. Vse to lahko postanejo podatki za analizo, recimo analizo teksta, narativno analizo, diskurzivno analizo, in so lahko zelo, zelo dragoceni pri razumevanju nekega družbenega pojava. Zdaj v tej knjigi predstavimo nekaj teh posebnih kvalitativnih metod, pa tudi eno kvantitativno in sicer poskus, ki je recimo, se zdaj mogoče majčkeno bolj spet začenja uveljavljati za področje raziskovanja vsakdanjega življenja. Omenjamo recimo še metode, kot so fokusna skupina, poglobljeni intervju, biografska metoda, analiza diskurza in potem tudi pri naslednjih poglavjih oziroma naslednjem delu predstavimo tudi metode, kot so multimodalna analiza, poglobljeni intervju in tako naprej. Zdaj, pomembno v tej knjigi, ker se mi zdi, da je mogoče ta pedagoški del tudi vključen noter, je ta, da to poglavje najprej pokaže tudi, kakšni so postopki, ustrezni postopki raziskovanja, predvsem pri kvalitativnih metodah, ki so tolikokrat kritizirane, predvsem z vidika pozitivističnih raziskovalcev, recimo, ki predvsem izpostavljajo pomen kvantitativnih metod, na nek način ves čas zanemarjajo in kritizirajo kvalitativno raziskovanje, češ, da ne uspe tako dobro
slediti dvema principoma raziskovanja, kot sta veljavnost in zanesljivost. Zato v bistvu v tem poglavju precej prostora namenimo tudi temu, kako moramo raziskovati oziroma organizirati raziskovalni postopek, urejati podatke, zato da dosegamo ravno te dve načeli veljavnosti in zanesljivosti tudi na področju kvalitativnega raziskovanja. Kvalitativno raziskovanje se po svoje zdi precej, bi lahko rekli, enostavno, v smislu, kaj se bomo pa malo pogovarjali z ljudmi, potem se pa malo opiše, kaj se s temi ljudmi pogovarja. In v bistvu tak tip raziskovanja lahko v bistvu za raziskovalni proces in sploh kvalitativno raziskovanje pomeni precejšno škodo. Ker je kvalitativno raziskovanje v bistvu izjemno zahtevno. Tudi etično, recimo z etičnega vidika zahteva cel kup premislekov. Zato je recimo en del tega poglavja namenjen tudi etičnim vprašanjem. Namreč, če stopamo z ljudmi, zlasti ko stopamo z ljudmi v stik, in o tem bomo še spregovorili potem pri tretjem delu, moramo vedeti, da v primerjavi z kvantitativnim raziskovanjem ne moramo govoriti zares o anonimnih podatkih, ampak govorimo v bistvu o tem, da se pravi o osebnih podatkih, velikokrat zelo občutljivih podatkih, se pravi ljudi, sploh kadar delamo analize oziroma zbiramo podatke neposredno od ljudi, so lahko to zelo občutljive teme. In takrat moramo ljudje, želimo si, da se nam ljudje odprejo, da povejo o stvarih tako, kot je. In so v bistvu z tega vidika lahko v takem zelo ranljivem položaju. Zato je v bistvu z vidika raziskovalca še to bolj pomembna občutljivost v tem raziskovalnem procesu. Paziti res, da se tem ljudem, skupinam dejansko da glas, da se skuša razumeti, na kakšen način mislijo določene in doživljajo določene pojave. In v bistvu potem res zagotoviti skozi analizo podatkov in tudi predstavljanje, da ves čas skrbimo za to, da ostanejo, da so potem naknadno podatki anonimizirani in da so v bistvu, da res ravnamo s temi podatki zaupno. Mogoče še samo to, s tem pa potem zaključim, da je v bistvu raziskovanje vsakdanjega življenja posebej zahtevno tudi zato, ker smo sami vpeti ponovadi v vsakdanje, se pravi prakse. Če raziskujemo prehranjevalne navade ali pa recimo, skrb za zdravje, in to so stvari, ki smo, se pravi, raziskovalci sami del teh procesov navad. In je najprej potrebno v bistvu se z posebnimi postopki raziskovanja, ki jih potem tudi opišemo, na nek način distancirati od proučevanega pojava, da lahko v bistvu potem vstopimo, ne bom rekla nevtralno, ampak v bistvu z neko večjo občutljivostjo in odprtostjo za zbiranje in potem tudi analizo podatkov. Pa bi s tem v bistvu v metodološkem poglavju končala. Ok, bomo pa še z vprašanji. Tako da bi zdaj predala vam, doktorica Švab, nekaj besed, če lahko poveste še v tretjem delu monografije. Hvala lepa. Tako kot je že Mirjana rekla, razlog, da je ta knjiga nastala, je pravzaprav obletnica, 20. obletnica delovanja Centra za socialno politiko, ki je bila, če se prav spomnim, 2014. Se pravi, 4 leta od tega in zdaj sem mogla že sama malo pobrskati po spominu, kako je ta pot šla. In spomnim se, da je bila najprej ideja zelo skromna. Dajmo narediti en tematski sklop v teoriji in praksi in smo to tudi realizirali, mislim, da kakšno leto kasneje. Točno se spomnim, da smo imeli potem tudi predstavitev tega tematskega sklopa tukaj v tej hiši, v tem prostoru. In po tej razpravi, ker je bila, ravno tako je bilo veliko publike, se spomnim, je padla ideja, kaj pa če bi še knjigo naredili. Zdaj, v tistem tematskem sklopu v teoriji in praksi smo objavili pravzaprav članke, ki so
bi lahko rekla v grobem, ne spomnim se tako dobro, ampak zagotovo večinoma pokrivajo ta tretji del te knjige. Ne. Ideja v tej knjigi je pa drugi. Niso isti, ne gre za kopiranje, ampak so nekak rezultat našega dela in nekak refleksija te 20. obletnice. No in skratka, takrat je padla tudi ideja, da pravzaprav seveda ne gre samo za neko obletnico in raziskovanje, zgodovino raziskovanja vsakdanjega življenja, ampak da tudi na nek način bi bilo dobro, da imamo, in to mogoče še ni bilo tako izpostavljeno tukaj, tudi neke vrste učbenik. Tega tudi pri nas ni bilo in Tanja in Mirjana sta nekako rečemo začetnice tudi v pedagoškem smislu te sociologije vsakdanjega življenja in zato ima knjiga to strukturo. Se pravi, eden od razlogov je tudi ta pedagoški namen, se pravi in pregled nekih teorij, razvoja tega področja, metodologija in raziskovanje in potem ta tretji del, ki bi jaz rekla, da je tako nekako najbolj naš, v raziskovalnem smislu. Se pravi, to je nekako ta zgodovina in zdaj se že menimo, da bi bila potreba, da to knjigo tudi prevedemo, se pravi, da gremo ven iz teh slovenskih okvirov. A lahko samo povem, zakaj? Ja. Zato, ker ima tako izjemno dobro strukturo, ker smo primerjali recimo z tujimi knjigami, recimo z področja vsakdanjega življenja, se mi zdi, da je naša konkurenčna v smislu, da res gremo od teh epistemologij, metod do konkretnih praks, se pravi, vsak posameznik lahko tudi dobi res občutek, se pravi, enega teoretskega okvira, pa potem tudi kako v bistvu skozi metode pride do podatkov in se vrniti nazaj na teorijo, da ima res neko tako strukturo, praktično in teoretsko. Tako, ja, no skratka, ja, nekaj v tem vsebinskem delu, oziroma v praksah, skratka, jaz vidim pomen tega dela, malo je že Mirjana omenila, tukaj vidi pretežno mlado publiko in se mi zdi, da prav to je zelo pomembno, da se nekako riše tudi razvoj, ta zgodovina, ki se pozablja, potem kako je šel ta razvoj raziskovanja vsakdanjega življenja, družboslovnega, pa še sociološkega pri nas. Tako da je pomembno tudi v tem smislu, če bo mogoče čez 10-20 let kdo se ukvarja z zgodovino razvoja tega področja, se mi zdi, da je tudi v tem smislu knjiga pomembna. Sicer pa ja, teme, ki so bile že omenjene, naštete, zelo različne, mogoče na prvi pogled zgleda nametane na kup, ampak imajo to, kar je bilo tudi že izpostavljeno, to našo skupna točka, skupni imenovalec je ta kritična drža oziroma pozicija angažiranih raziskovalk, ki je nekako, jaz vidim tudi sicer kot poslanstvo, nekako sicer bi mogli biti poslanstvo, rečemo sociologije in v tem smislu pač to povezuje vse te teme, od družine, mladine, se pravi, to bi še rekla, določene teme tu notri so pravzaprav obstajajo oziroma so se raziskovale že od začetka centra ali pa še prej, kot je rekla Mirjana, do nekih novih tem, kot je recimo zdravje, nove tehnologije, naprave za samo sledenje, kar nas opozarja na to, da določene teme so zelo pomembne, da jih znova in znova raziskujemo in na njih opozarjamo, zato ker so nekateri družbeni problemi še vedno prisotni in so nekako nekakšna kontinuiteta. Hkrati pa seveda tudi novi fenomeni, recimo Tanja se ukvarja prav s temi, se mi zdi najbolj intenzivno s temi nastajajočimi Simona. Fenomeni, ki so ravno tako podvrženi in nekim starim, obstoječim socialnim hierarhijam, izključevanjem in tako naprej in ustvarjanju nekih novih. Se pravi, to je nekako ta kombinacija, ki se izraža pač v tem tretjem delu, drugače pa kot mogoče še tretji namen te knjige, kar sem že omenila, je pa ta pedagoški. Saj določeni članki tu noter so bili napisani na način, da so pravzaprav res bolj učbeniško povezovalni z metodologijo. Se pravi, da recimo študentka vidi, ko to bere, kako v bistvu neko konkretno temo raziskati. Se pravi, si lahko prebere in na splošno v metodi in potem konkretno na primeru neke obravnavane raziskovane teme,
kako potem to izvedemo. Ne? Ampak to je samo en vidik. Noter imamo članke, ki so teoretsko usmerjeni in empirično in na nek način se mi zdi to pomembno zato, ker kaže, da smo nekako angažirane v tej sociologiji ali pa širše nekih študijah vsakdanjega življenja v smislu in teoretskem smislu in nekako v tem raziskovanju. Drugače pa avtorice mislim, da vse pa večinoma tukaj, tako da lahko same povejo o svojih prispevkih. Najlepša hvala za te uvodne besede. Jaz mislim, da že iz teh predstavitev lahko vidimo, kako kompleksno je to delo in tudi zelo bogat vir informacij, novih in zanimivih spoznanj na področju tematizacije raziskovanja vsakdanjega življenja. Obenem pa ravno ta pedagoški moment se mi zdi tudi zanimiv, pa tudi širše raziskovalni, da je tudi hkrati bogat vir idej za nadaljnjo raziskovanje in proučevanje tega področja. Tako da se mi z tega vidika zdi zelo tehtno in zanimivo delo, hkrati pa zlasti ta tretji del, če si lahko tudi jaz to privoščim, da je za bralca mogoče res tudi najbolj zanimiv, ker izhajate iz konkretnih raziskav. Ne samo, da je zanimiv z tega vsebinskega vidika, meni se zdi ravno to, kar ste opozorili, da mu posebno težo daje dejstvo prav to, da avtorice teh prispevkov izhajajo iz raziskav, ki so jih same delale ali jih še delajo v okviru Centra za socialno psihologijo, ker kako rečeno ste v njem tudi vse aktivne. In če mi dovolite, bi na tej točki, kar sem uvodoma pozabila, pozdravila tudi ostale članice Centra za socialno psihologijo, ki sedijo v publiki in tudi nekatere od njih avtorice prispevkov, in sicer zaslužno profesorico in redno profesorico za sociologijo Tanjo Rener, docentko doktorico Andrejo Živoder, izredno profesorico doktorico Vesno Leskošek, docentko doktorico Metko Mencin Čepljak, raziskovalko magistrico Nino Perver in doktorsko študentko Sinjo Čoštko, da tudi vam prav lep pozdrav. In zdaj vas bom tudi skozi vprašanja povabila, da se vključite v debato, in da spregovorite skozi vaše izkušnje na tem področju, skozi raziskave, ki ste jih delali, tudi vaša videnja o tematizaciji tega področja. Pa če kar grem nekako na prvo vprašanje z nekim takšnim uvodom. Zdaj, že v samem uvodu smo opozorili, da je bilo to področje, in to ste vi, doktorica Ule, lepo predstavila, mislim, da ste vse to nekako izpostavile, precej zanemarjeno področje, spregledano, oziroma zamaknjeno na stranski tir v relaciji do drugih raziskovalnih področij. Tudi z revolucionarnimi gibanji se to ni bistveno premaknilo do določenih dodatnih premikov. Zdaj, dolgo je veljalo prepričanje, da gre za teme, s katerimi se ni vredno ukvarjati, kar je verjetno tudi zgodovinska dediščina, si upam trditi, ki se pomembno utrdi s meščansko ideologijo, da naj se vprašanja zasebnosti razrešujejo izključno v okviru štirih sten lastnih domov. Življenjske stile, ki so recimo odstopali od družbeno pričakovanih norm in vrednot, pa so praviloma obravnavali kot patologije ali deviantnost, ki naj se jih bodisi sankcionira, bodisi zdravi, nikakor pa ne razume in raziskuje. S tem so bile teme iz vsakdanjega življenja odmaknjene dejansko tudi od širšega znanstveno-raziskovalnega zanimanja, kar nedvomno občutimo še danes. Zdaj, kako ste že omenile in kar opozarjate tudi skozi knjigo, gredo zasluge nekako v največji meri za povečano zanimanje raziskovanja in tematiziranja vsakdanjega življenja nedvomno ženskim gibanjem in feminističnim teorijam, ki so nekako skozi svoje aktivistična zavzemanja in delovanja začele opozarjati na pomen proučevanja in raziskovanja praksis vsakdanjega življenja kot pomembnih družbenih vprašanj in tako nekako to področje povzdignile iz margine v neko bolj vidno področje zanimanja. Dokaz temu je to, kar ste že vse omenile, predvsem pa vi v uvodnem govoru, doktorica Ule, da je zlasti porast raziskav o različnih praksah iz vsakdanjega življenja od 90-ih let dalje in dokaz k temu je nenazadnje tudi ta vaša monografija, o kateri teče beseda. Zato bi me na tej točki zanimalo, kljub temu povečanemu zanimanju, ki ga opazimo, me pa zanima, kako ve, kot aktivne raziskovalke vsakdanjega življenja, nekatere tudi za zelo dolgo tradicijo, dela na tem področju, ocenjujete status tega raziskovalnega področja danes,
je to področje v relaciji do drugih morda področji doseglo želeno veljavo znotraj družbenih ved in sociologije, kje še vidite mogoče rezerve, kje ključne napredke in kje temeljne pomanjkljivosti. Pa če si lahko dovolim, bi mogoče kar vas, doktorica Rener, pozvala na to kot prvo. Hvala, bom poskusila govoriti. Se mi zdi, da smo pravzaprav v tem času, poskusila gledati tistih 40-45 let nazaj tega slogana, nastajanja slogana zasebno je politično naprej. Jaz mislim, da smo v tem času ne samo, da nismo več na margini, ampak mislim, da smo zmagali. Zveni kot šala, če rečem, da smo zmagali, mislim pa precej resno, vsaj na področju sociologije. Se mi zdi, da se je cela sociologija na nek način premaknila v to smer, ne? Iz te, kak bi rekla, mečkano dolgočasne, take zelo empirične, kvantitativne, klasične sociologije, ki je raziskovala stratifikacijo, mobilnost in tako naprej, ne? Se mi zdi, da se je sociologija pomaknila v tem času tako malo bolj berljivo, mogoče tudi miceno bolj esejistično, ne? Temu nekateri oporekajo, ne? V smislu, ni tako zelo teoretska več, pa ni več tako zelo prepričljivo, vsekakor pa je zelo zanimiva in privlačna. Torej, nekako to smer se mi zdi, ne? Se je cela reč premaknila. Poglejmo taka zanimiva sociološka imena, kaj pa izvem, Bauman, Giddens, Beck, zdaj bila pred nekaj dnevi Eva Ilus v Ljubljani, ne, svojim predavanjem. To so ljudje, ki so, ne samo, da so zanimivi, zelo komercialni so. Njihove knjige se zelo prodajajo, ne? In nastopajo, če smem tako reči, na področju sociologije vsakdanjega življenja, bolj ali manj. Ukvarjajo se s spolom, ukvarjajo se z razmerji, ukvarjajo se z družinskim življenjem in tako naprej. Tako da se mi zdi, da skoraj res lahko rečemo, da smo na tem področju nekako postali bolj brani, popularni, zmagali smo, rečemo še. Zdaj, mogoče, če dovolite, pa ne par opazb, jaz na ta, malo bom politizirala, tako, malo sem odmaknila od te knjige, bom poskusila mečkano spolitizirati ta slogan, zasegno je politično in taki časovni perspektivi, sem razmišljala, ko sem se sem vozila. Teme so enake, kot so bile pred, ali pa bolj ali manj enako, malo bolj novih preoblekah, kot so bile pred 40-50 leti. Ne? Takrat je bilo veliko vprašanje abortusa, reproduktivnih pravic, družinskega življenja, razmeri, GLBTQ in tako naprej. To so teme, ki jih imamo v te aktivistični in tudi v teoretski, kognitivni sferi, areni, ravno tako nekako še danes. Ne? V tem političnem smislu so nasprotniki, tisti, s katerimi se bodemo, ves ta čas pravzaprav tudi en isti. Ne? Zbrav, politična desnica, tudi liberalna desnica na vse zadnje in fundusi vseh vrst, zlasti religiozni fundusi vseh vrst. Tisto, kar te tematike, sem jaz nek vzorci, mogoče govoriti o njej, kar jih povezuje ta nekakšna moralnost. Ne? To so teme življenja, smrti, evo zdaj eutanazije v slovenskem prostoru tako zelo izstopa iz zasebnega v politično. Te moralne teme, pri katerih je bila desnica tradicionalno zmeri močna in tu zdaj ne moja kritika politične levice, tudi pri nas, na teh temah smo bili zmeri na levici, tudi akademski, če hočete, se pravi, raziskovalno in zlasti pa seveda politično, nekoliko šibkejši. Nekako se nam je zdelo, da se s takimi zelo moralnimi temami pa mogoče ne velja tako zelo ukvarjati. Se pravi, politična levica je tukaj zmeri znova padla, Cvek je imela z tega predmeta, zmeri popravni izpit in nikoli se nismo česa zares naučili. To se mi zdi, da je treba nekako pri tej zgodovinski perspektivi ne pozabljati. Način, s katerim se nekako poskušate teme obravnavati v tem politični areni, pa je ravno tak, kot je bil. Jaz bi mu rekla sadističen. Sadističen v tem smislu, da poskuša življenje in smrt nekako spraviti na to podučujoče, religiozno, moralno področje in tega pravzaprav ne smemo več pustiti. Sadističen pa zato, ker pravzaprav naredi inverzijo zlatega pravila. Se pravi, kaj počnejo naši, rečemo, nasprotniki? To, da pravzaprav želijo drugim tisto, česar ne želijo, da bi se njim samim dogajalo. Tako da tega, po mojem, ne bi smeli več
puščati. Druga kratka opomba na to temo zasebno in politično se mi zdi, da bi danes lahko rekli boj za ohranitev socialne države. Ne z vidika žensk, marginalnih skupin se mi zdi to krucialno vprašanje, bistveno vprašanje in v teh 45 letih se je na tem področju socialne države nekako se mi zdi zgodili dve stvari. Ne? Če je prvič ta znameniti umikanje, vitkost, da še celo pojem vitkosti je pozitivno konotiran, da ne bi smel biti vitki, pripravljeni na konkurenco. Če je Evropa kjer imela kakšno primerjalno prednost, je imela natanko tukaj, na povojni socialni državi, kjer je nekako zagotovila, da je večina ljudi vendarle živela razmeroma dobro. Tukaj se neke inverzije dogajajo in drugič se mi zdi tudi na tej mentalitetni ravni je političnim razredom uspelo pravzaprav socialno državo ljudem odtegniti na ta način, da je tisti, ki potrebujemo storitve socialne države, se skoraj moramo počutiti ali kar na pol goljufi, ali reveži, ali pa lenuhi. To je ta reapropriacija mentalitetne socialne države, ker pravzaprav kvintesence zasebno je politično, se moramo pravzaprav nazaj vzeti. In te nečist pozitivni trendi, o kateri govorim, se mi zdi, da so možni zato, ker je na delu ena taka kar velika socialna amnezija. Ena družbena pozaba in ta pozaba se mi ne zdi tista spontana pozaba, kakršna se itak zmeraj dogaja in je normalna, ampak se mi skoraj zdi, da bi lahko že govorili o politikah pozabe. In vsaj v našem prostoru vidim dve taki ključni pozabi. Ena je brisanje socializma, brisanje socializma, kot pravzaprav obdobje, v katerem so bile te univerzalistične socialne pravice razmeroma dobro urejene in druga taka pozaba se mi zdi brisanje političnih bojev. Se pravi, to, da nimamo več referenčnih območij, tudi območij primerjaveno se zadnje, zakaj pa ne, ali pa da se ta področja izgubljajo in to, da se izgubljajo genealogije političnih bojev, in celo tistih bojev, spomnimo se, včasih smo se pravzaprav borili proti temu istemu socializmu. In v teh vrstah, kot se spomnim, ni bilo današnjih antikomunistov, to je treba s klicajem poudariti. To, da se brišejo genealogije političnih bojev, ni dobra, se mi zdi popotnica za to, da spreminjamo ta svet, na oba načina, na ta način, da raziskujemo in pišemo in seveda to, da smo še naprej aktivisti, upam, da ostajamo aktivisti. Hvala. Še Tera, mogoče nekaj dodala v tej točki. Deloma se na to, kar ste vi načeli, tudi vrnemo potem skozi tretje vprašanje. Bi pa jaz mogoče zdaj nadaljevala z vprašanjem, ki se navezuje v bistvu na samo metodologijo in raziskovanje. Namreč skozi prebiranje tega metodološkega sklopa in skozi to že, kar ste vi povedali, zelo hitro ugotovimo, da je raziskovanje praks vsakdanjega življenja zelo kompleksno v bistvu in za raziskovalce predstavlja kar precejšen izziv in je zahtevno. Kot recimo lepo upozorite vi, doktorica Kamin, v uvodnem poglavju drugega sklopa o metodologiji in to, kar ste tudi že nekako nakazala, je ta zahtevnost povezana in kompleksnost predvsem s tem, da smo v praksi vsakdanjega življenja, če citiram, vpeti, zato jih pogosto ne reflektiramo, zdijo se nam naravno dani, samoumevni in praviloma neproblematični. A za navide s trivialnimi praksami, za navide s najbolj banalnimi simboli, se skrivajo pomenljivi družbeni konstrukti oziroma mehanizmi, ki ustvarjajo in vzdržujejo družbene odnose in celotne družbene ureditve. To je en vidik in drugi zelo pomemben vidik, ki ga izpostavite in kompleksnost in problematičnost v raziskovanju je tudi raziskovanje vsakdanjega življenja socialnih manjšin, naprimer, do katerih zelo težko pridemo zaradi njihove nedostopnosti, skritosti in tako naprej. Glede na to, da ste med nami raziskovalke, ki ste se dotikali zelo različnih, tudi izredno skritih področij in praks vsakdanjega življenja, bi me zanimalo, če nam lahko na tej točki iz vaših izkušenj in vaših raziskav poveste, s katerimi, poleg tega, kar smo že slišali, izzivi ste se srečevali pri raziskovanju vaših tem, katere so bile glavne raziskovalne metodološke dileme, tako za vaše področje, kot mogoče tudi na splošno. Tako da, ne vem, mogoče
Nina, glede na tvoje področje raziskovanja, ki je predvsem se dotika nekih bolj skritih delov in družbe in manjšin, mogoče začnemo s tabo. Se nekaj teh dilem je pravzaprav se izpostavlja že ti, Tanja, prej. Kar se mi zdi smiselno najprej izpostaviti je to, da ko raziskujemo, ko preučujemo neke ranljive družbene skupine, so ti zastavki, so te dileme še toliko bolj občutljive. Gre za skupine, ki so že tako izpostavljene nekemu večjemu nasilju, večji diskriminaciji, marginalizaciji v vsakdanjem življenju in podobno. Torej, zraven teh nekih klasičnih postopkov in mehanizmov, ki jih imamo za zaščito skupin, oseb, ki preučujemo, od anonimizacije naprej, skratka v raziskovanju vsakdanjega življenja, največkrat pobiramo zelo osebne podatke, ki niso anonimni, pa lahko anonimiziramo, torej za odstranitvijo nekih posrednih, neposrednih identifikatorjev in podobno. Za sam dostop in za sam potek tega raziskovalnega procesa pa se mi zdi najbolj ključno to vzpostavljanje nekega varnejšega odnosa, ki verjetno uporabljam varnejši, zato da ne rečem varen, ker te popolne varnosti zagotovo ne moremo zagotoviti. Skratka, to vzpostavljanje varnejšega in zaupnega odnosa z intervjuvano osebo se mi zdi ključnega pomena. In to vzpostavljanje odnosa pravzaprav temelji na tem, ne to, kar si tudi ti že prej upozorila, Tanja, na nekem ležernem pogovarjanju, na ležerni odsotnosti poslušalke, temveč temelji na aktivnem, to, kar te poimenuje kot aktivno in metodološko utemeljeno poslušanje. Druga zanimivost, ki se, ali pa pomembnost, ki jo je treba misliti, ko govorimo o raziskovanju teh ranljivih skupin, je tudi ta dilema domačnosti in tujosti. V raziskovanju vsakdanjega življenja smo neizogibno del sveta, ki ga preučujemo. Če preučujemo ranljive družbene skupine, imamo še dodaten nivo te vpetosti, sploh če smo pripadnice istih družbenih skupin, ki jih preučujemo. In tu pridemo do te dileme domačnosti in tujosti, kjer je obenem domačnost, ta vpetost, biti pripadnica družbene skupine, ki jo preučuješ, tista, na ozadju katera lahko verjetno hitreje in intenzivneje izgrajujemo ta varnejši odnos oziroma odnos zaupanja z recimo intervjuvano osebo. Obenem pa ta domačnost tudi tista, ki raziskovalni proces lahko potencialno otežuje. In to ravno zaradi te samoumevnosti, ki ta odnos obdaja. Skratka, imamo na varnost tako imenovane tišine samoumevnosti, kjer predpostavljamo, da vemo vse, pa pravzaprav vemo premalo, ravno zato, ker vemo preveč. Drug nivo, ki se mi ga zdi smiselno izpostaviti, so tudi ta razmerja moči, ki so v samem raziskovalnem procesu neizogibna, ali med različnimi družbenimi skupinami, ki jim pripadamo, pa tudi sama ta os biti raziskovalka, biti znanstvenica, torej imeti to avtoriteto in ta sigurni kapital, producirati vednost o družbeni skupini, producirati resnico o tej ranljivi družbene skupini. Vse to treba vzeti v obzir in nekako skušati vsaj naslavljati. Vemo pa, da ne moramo tega popolnoma neutralizirati. Razmerja moči so pač neizogibno v samem raziskovalnem procesu. Pomembno se mi zdi, da se vse te pripovedi intervjuvanih oseb jemlje in percipira kot legitimne, torej vsako posamično pripoved kot legitimno, kot specifično in neponovljivo. Tudi zaradi tega prej kot k neki saturaciji ali nasičenosti podatkov, ki predstavlja neko obljubljeno deželo kvalitativnega raziskovanja, težimo k heterogenosti, k robnim primerom, k tistim, ki jih ni moč enostavno razvrščati, klasificirati, pojasnovati, reducirati na neke čiste tipe, saj je namreč ravno kompleksnost tega tipa tista, ki je raziskovalno najbolj bogata, ki nam največ da. Zraven tega se mi zdi pomembno izpostaviti tudi neke bolj etične dileme tega kvalitativnega raziskovanja. Pri ranljivih družbenih skupinah je še toliko bolj nevarnost razkritja in tudi imamo že nekatere uveljavljene mehanizme od obveščenega soglasja, ki ga v primeru z preučevanjem ranljivih družbenih skupin damo v formo ustnega soglasja in tem nekem previdnim, pametnim, smiselnim ravnanjem s pridobljenimi podatke. Kar se je meni odprlo tudi tekom mojega raziskovanja znotraj LGBTIQ+ skupnosti, ko preučujemo intimno življenje, ko preučujemo seksualnost, spol in podobno,
pa sama tudi, če nisem točno ziher, ne vem, kaj točno začeti s tem, pa mečem zdaj naprej, je ta problem nekega sekundarnega soglasja. Namreč, ko vstopamo v življenje ene intervjuvane osebe skozi raziskovalni proces, preko njenih relacij, preko razmerij, ki jih ima ta oseba z drugimi osebami, ki so njej pomembne, pravzaprav vdiramo tudi v te same relacije, v življenje drugih oseb. Soglasje pa imamo zares zgolj samo od te posamične osebe, kaj torej narediti, kaj torej misliti, to potencialnost nekega sekundarnega soglasja in podobno. Ravno zaradi tega, ker preučujemo vsakdanje življenje, ker v delu zagotovo preučujemo tudi intimo teh intervjuvanih oseb, je treba vzeti v zakup. Se mi zdi to, da bodo ti pogovori, da bo samo to raziskovanje, da bo del tega raziskovanja zagotovo tudi pogovor o nekih bolečih temah, o doživetem nasilju, o izkušnjah za diskriminacijo in podobno. In kako to prisotnost, to nelagodje in to bolečino recimo druge ali pa drugega pohendlati. Imamo neke te zasilne, začasne mehanizme, same recimo uporabljam tako imenovane trigger warning, ki pa se mi zdi, da na koncu ne naredi nič drugega, kot to, da sem kupi par sekund toliko, da se intervjuvana oseba lahko pripravi, to je pa vse. In se mi zdi, da na koncu je treba vzeti v zakup tudi to, da imamo kot raziskovalci vseeno neko omejen manevrski prostor, omejena sredstva, s katerimi lahko nekako učinkovito pa smiselno manevriramo skozi to razmerje med nami kot raziskovalko in intervjuvanimi osebami. Zaključila bi še enkrat to, kar ste izpostavili tudi Tanja, to prepoznavanje emancipatornih dimenzij, se mi zdi, da to taka rdeča nit današnjega dogodka in bi zaključila z meni ljubim Brdierjem, ki je tudi kasneje spoznal, da o družbenem svetu ni mogoče govoriti brez udejstvovanja v političnem. Skratka, to, kar delamo, to, kar se dela na ravni sociologije vsakdanjega življenja in to, kar delamo v centru, se mi zdi, ne delamo in se ne dela le v imenu znanosti, temveč tudi ali pa morda celo predvsem v imenu ranljivih oziroma marginaliziranih družbenih skupin. Hvala, Nina. Mogoče samo za tisti, ki ne poznajo področje dela Nine, zakaj sem tudi njo pozvala, ker se pač ukvarja z relativno ranljivo družbeno skupino, kot so osebe, pripadniki LGBTIQ+ skupnosti. Sicer pa v tem delu tematizira seksizme oziroma seksizem v visokošolstvu. Mogoče še katera bi dodala, Alenka, vi z področja raziskovanja? Ne, sem pa zdaj razmišljala prav o metodi fokusne skupine, to, kar je Nina izpostavila. Se pravi, zgodbe, ki jih razkrivajo osebe drugih potem, in zdaj, če imamo mi intervju, je to potem razkrivanje samo osebi, ki intervjuva, če imamo pa fokusno skupino, je pa to v bistvu še večji problem, ki zdaj jaz osebno sama tudi nisem na ta način nikoli zavedala. Tako da, ja. Mogoče sem vas pozvala, ker je tudi zanimiv ta moment nedostopnost do ranljivih družbenih skupin, ker vaša raziskava pokaže prav o življenju, vsakdanjem življenju lezbijk in gejev v Sloveniji, kjer izpostavljate, da ste imeli leta 2004, ko je bila raziskava prvič izvedena, bistveno več težav, če se ne motim, za pridobitev vzorca, kot pa potem ponovljena leta 2014. Ja, v tem smislu je bila druga raziskava bistveno lažja, v smislu dostopnosti. Ampak to, kar smo mi ugotovili, ne v zvezi z samo dostopnostjo, ampak nasploh pa v bistvu primerjava kaže, da v bistvu se pa, ko bi rekla, ta razkritost, preko katere potem je lažja dostopnost, se je povečala, ampak so se pa problemi pravzaprav ostajajo enaki, ali pa so se celo povečali, kot je recimo zelo problematično nasilje v javni sferi. Še katera mogoče? Jaz sem mogoče, da je stanje so raziskovali tehnologijo z naprave za samo sledenje. In tukaj bi mogoče rekla, da se pojavlja popolnoma nov akter, ki je del raziskovanja, oziroma nov odnos, to je odnos med človekom in napravo. Pravzaprav sploh ne več med ljudmi, ali pa med nekimi strukturami v družbi, ampak pride tukaj do momenta tehnologije, algoritmov, ki spet so metodološko zelo spet zanimivi za raziskovati, pa mogoče težki, zato ker se ljudje sploh ne zavedajo, da ta odnos imajo.
Tako da preko teh poglobljenih intervjujev potem sploh pride do nekih podatkov in zavedanja, da je to, ne vem, tvoj osebni trener, tvoj prijatelj, tvoj, ne pač, da je počlovečen v nekem smislu. Ja, zelo dobro, v bistvu se razvije s tehnologijo, je zelo intimen odnos, tako, ne. Včasih recimo v smislu pridobivanja podatkov, ampak zanimivo je, da se razvija odnos v smislu goljufanja teh recimo istih tehnologij in tako naprej, tako da so take zelo zanimive. Mislim, to je res eno tako področje, s katerim se bomo še veliko ukvarjali. No, to sem že prej hvala povedati, pač, da če kdaj je potem zdaj raziskovanje vsakdanjega življenja pomembno preko algoritmov, no, raziskovanje algoritmov, ker to pa daje algoritme, to drug kot mi v zelo zasebnem življenju, ne, ki se pa potem potencirajo na zelo različne sfere. Hvala. Mlinar, jaz imam eno zabeležko, kratko pa, ne vem, bi moral malo preluči prebrati, ali lahko kasneje. Ali pustimo za konec, ali še tisto še zadnje vprašanje imamo, pa potem damo glas publiki, pa boste lahko na koncu. Če imate še, da vi končate. Tako, pa bomo potem. Saj še zadnje vprašanje, v bistvu tretje, ne, ki si verjamem, da bo tudi odprlo kar nekaj diskusije in na kar ste že deloma opozorila tudi vi, doktorica Rener, namreč povezano z sloganom Zasebno je politično, ki je tudi v naslovu same monografije. Zdaj skozi ta slogan so feministične ženska gibanja močno nasprotovala dotedanjemu konvencionalnemu razumevanju politike kot izključno instrumentalistične in institucionalistične, torej ki je predpostavljal, da je politično in osebno mogoče razlikovati in da sta si v nasprotju. Torej pod vprašaj postavita slogan prav te dve izmed osrednjih značilnosti najkonvencionalnejših artikulacij političnega, to je naravo politične moči na eni strani in soodvisnost med politiko in javno sfero. Kot pravi Squires, moč te trditve je v implikaciji, da politika potrebuje primernejšo teorijo moči ter manj patriarhalno delitev na javno in zasebno. Zdaj, tudi sama kot raziskovalka nasilja v družini in zasebni sferi vidim v tem sloganu izjemno moč, zlasti to aktivistično in tudi širšo politično moč, ki je torej na politično agendo postavil pomembna družbena vprašanja, ki so bila prej povsem zanemarjena. Me pa zanima namreč, sama sem skozi prebiranjem tudi nekaterih družboslovnih in socioloških tekstov zasledila tudi nekaj kritik nad tem sloganom, v smeri, da smo danes ravno skozi takšno prepleteno razumevanje zasebnega in političnega ter brisanje mej med javnim in zasebnim, ker eno preplavlja drugo, prišli v čas, ko javno tako rekoč kolonizira zasebno in kjer se zasebno politizira do te mere, da se srečujemo z individualizacijo reševanja družbenih problemov ali povedano drugače, ob tem, ko se družbeni problemi individualizirajo, odgovornost za njihove probleme pa prenaša na individualne prakse, recimo v zasebnost akterke ali akterja, se prav zares depolitizirajo s tem, ko se zdi, da lahko na javne probleme podajamo zgolj individualne rešitve. Tako da me zanima, kako gledate na takšno kritiko tega slogana in na takšno gledanje torej teh praks v smeri prepleta zasebnega in političnega. Pa mogoče Metka, Vesna, pa kdo še? Lahko, Metka pa potem. Mislim, da gre tukaj za problem interpretacije tega gesla. To tle vidim ključni problem. Zdaj politizacija v smislu, kot ga je, naprimer, del feminističnega gibanja politiziral in še politizira, se pravi podrejenosti žensk, kot učinek sistemskega in sistematičnega patriarhalnega zatiranja, po mojem ne more voditi v individualizacijo družbenih in političnih problemov in pojavov. Skratka, če javno opozarjamo na politične, družbene, ideološke izvore podrejanja katerekoli družbene skupine, to so ženske, se hkrati borimo za odpravo strukturnih
izvorov podreditvenih razmerij, potem mislim, da se izognemo na tanko temo, ne, individualizaciji. Je pa, se pa strinjam, ne, da, in to je res stvar interpretacije, da so seveda zelo problematična tiste razumevanja tega gesla, ki pravzaprav vsako prakso odpora na ravni zasebnega in osebnega interpretirajo kot politično. To se dogaja tudi v znanstvenih tekstih. Ne. Če je politično vse, pa pravzaprav politično ni več nič. Ne. In mislim, da bi kljub vsem težavam v definiciji političnega in političnosti pravzaprav politično morali povezati z javnim, se pravi v smislu, ne blizu, ne, politično kot prostor spopadov med emancipacijo in vladanjem prostor enakosti. Ne. Zdaj, če ostanem v okviru feminizma, kjer je to geslo posebno je politično začelo okrožiti in postalo geslo tako imenovanega drugega vala feminizma, je po moje korektno, da bo uporabljamo v pomenu družbene in politične konstitucije podrejanja, da pa vseh praks znanega consciousness raising, recimo, ne moramo opredeliti kot politične. Prakse polnomočenja žensk recimo v zaprtih prostorih naslavljajo dejansko neka konkretna vedenja posamičnih žensk v njihovih konkretnih življenjih, konkretnih odnosih, recimo z moškimi, naprimer v partnerskem ali po družinskem razmerju. In s tem v bistvu delajo tanko to, kar si ti prej omenila, odgovornost za podrejanje prilagajo na konkretne posamične ženske, jo individualizirajo. To so v bistvu terapevtske prakse, seveda se te lahko pripomorejo k večji samozavesti žensk, s tem pa recimo tudi k večji možnosti upiranja in tako naprej, ampak same po sebi po mojem niso politične. Ne. Mislim, da tvoje opozorilo meri tudi na, mislim da, zdaj ne vem, kako ga to razumem, to, kar si vprašala, na implicitna pa eksplicitna predpisovanja norm vedenja na ravni osebnega, zasebnega. Kar se recimo izraža v zahtevi, ki jo najdemo tudi znotraj feminističnih gibanj, recimo, da se mora feministka v zasebnem, intimnem ravnati oziroma da mora ravnati skladno z svojo politično opredelitvijo. Tudi to na nek način implicira, da gre rešitev problema iskati na ravni zasebnega. Mislim, da to sploh ni tako zelo hudo različno od sporočil mainstreamovskih revij, ki so namenjene privilegiranim, običajnim mladim ženskam, brez sporočila dosežeš vse, samo pravilno izbire. V bistvu, mislim, da sledimo ta problematično interpretacijo tudi v nekaterih emancipacijskih bojih, recimo tistih, ki ne delijo, ki se zapirajo pred tistimi, ki ne delijo iste izkušnje zatiranja. To pravzaprav implicira, da eno pač drugačno razumevanje gesla osebno je politično, kot je bilo v prvotnem kontekstu zapisano. Skratka, sprevračanje pomena gesla se koncu kaže pa tudi v konzervativnih politikah z analogijami med strukturnimi problemi in osebnimi problemi. To je delala Thatcher, to se je delalo v zvezi, recimo, tako bližnji primer je kriza v Grčiji in tako naprej. Tako da, skratka, jaz mislim, da s pojmom politično treba ravnati zelo previdno, vsekakor zmeraj v zvezi z javnim delovanjem, z javnim naslavljanjem strukturnih izvorov podrejanja. Zdaj bom končala, ampak moram pa nekaj še reči, kar se mi
v bistvu tudi, ko smo to knjigo delali, ves čas smo ta poglavje. Jaz imam namreč eno težavo, ne, s tem vsakdanjem, v tem smislu, da seveda tako, ne, o tem raziskovanju, to raziskovanje povezujemo z emancipacijskim, ne. Ampak mislim, da bi morali hkrati pravzaprav biti tudi pozorni na en kontekst, na katerega je Foucault upozoril, ko je odprl vprašanje razmerij med znanostjo in oblastjo. Konec koncev, ne, taka raziskovanja tudi pripomorejo, ne, k novim načinom vladanja na populaciji. Ne. Priskrbi podatke, jaz ne govorim, ali je slabo ali dobro, ampak je nekaj, kar potreba najbolj tematizirati. Hvala. Ne vem, jaz mislim, da je publika že zelo utrujena in da publika hoče že govoriti. Tako da mogoče sam zelo tako malo manj sofisticirano, kot ti to praviš. Ne? Geslo absolutno, po mojem mnenju, nima nič za opraviti z vdorom v zasebnost, z vdorom politike v zasebnost v tem smislu, da jo hoče kooptirati na nek način. Ne? To, kar zdaj doživljamo v teh sedanjih politikah, se pravi, da se dolžnosti individualizirajo, ne? Tako pravice pa na nek način pustijo neki mali manjšini, ki pač individualizira te pravice ali kaj, tako nekak. Ne? Mislim, da je geslo bolj nastalo v času, ko je politika zasebnost določala, ni je pa problematizirala. Ne? Se pravi, da je, ne vem, ženske so izkušale neke posledice konkretnih politik in zakonodaje in socialnih politik in zdravstvenih politik in tako naprej, ki so vzdrževale ta nek zatirajoči kontekst zasebnosti, ne? Niso imele pa nobenega vpliva, da bi to spreminjale, zaradi tega, ker niso imele moči, ki jo ima politika. Ne? In to geslo zasebno je politično, je pomenilo to, da hočejo, da ženske hočemo, ne, vplivati na naše vsakdanje življenje. Kako vplivamo na vsakdanje življenje? Tako, da vplivamo na spremembo politik. Ne? Tako jaz to razumem. Ne? Zelo poenostavljeno. Ne? Zdaj imamo sicer občutek, vmes smo imeli socialno državo, tako kot pravi Tanja, ne? Socialna država je tle naredila zelo veliko, da je omogočila, da se zasebnost toliko spreminja, da imajo ženske dostop do javnosti, ne, in da imajo dostop do politike in tako naprej. Zdaj smo pa v nekem čudnem času, ne, ko nam polzi iz rok ta, tako kot praviš, ne, socialna država, pa se spet potem vračajo neke stare prakse v družino. Ne. In to je, imamo občutek po eni strani, da se je svet spremenil, ne, da smo naprej, pa imamo recimo politike enakih možnosti, ne, ki ne bi točno to targetirale, točno to zasebnost ne bi politike enakih možnosti spreminjale, ne, in kaj potem vidimo, da so to politike srednjega razreda, ne, ki ne premorejo nič drugega kot geslo o, kako je to usklajevanje zasebnosti in dela, ne, kako usklajujemo zasebnost in delo tako, da zatiramo neko drugo skupino žensk, ki hodi v naše domove, pa čistiti, pa prati, pa hrano nam kuhati, pa tako naprej, ne. Tu sežejo politike enakih možnosti, ne? Pa do zakonodaje, ki jo spreminjamo. Ne? Tako da po eni strani imamo te občutke, da je svet šel nekam drugam in da to geslo, feministično geslo iz 70, 60, 70 let ni več toliko relevantno zaradi tega, ker nas je socialna država osvobodila, ne? Po drugi strani pa vidimo, da spet politike kooptirajo našo zasebnost, ne? Na nek način jo zasedajo, ne? Tako nekak. Ne? Tako da v tem smislu ne moramo reči, da geslo ni več relevantno. Seveda, zasebno je politično. Zakaj? Zaradi tega, ker se skrbstvene obveznosti, recimo vsaj dve področji sta taki, kjer se zelo zaseda zasebnost, in to je skrbstvene obveznosti, ne? Kjer se zaradi zmanjševanja socialne države skrbstvene obveznosti spet prenašajo na družino, koga v družini, jasno, ne? Tle ni neke velike filozofije, da so to ženske, ne? Večinoma, ne? To je eno stvar, drugo pa nasilje, kar ti zelo dobro poznaš, ne? Kjer se v bistvu nič kaj dosti spremenil,
ali pa gre zdaj na malo slabš, kot je šlo recimo nam v 70., 80., 90. letih. Ne? In tako da na nek način je geslo, če ga tako razumemo, še vedno relevantno, ne? Seveda po drugi strani je pa skozi treba problematizirati to, da nam politika zasede zasebno življenje, ne? Kot ne vem kaj, kot nek prostor, ki je naš, ki si ga lahko sami oblikujemo, v katerem se lahko spočijemo, kjer lahko ne vem kaj ne delamo in tako naprej. Samo to. Hvala. Mogoče še kjer od avtoric bi še kaj dodala? Ne, sicer pa če ne, zdaj predajam besedo publiki, pa mogoče dr. Mlinar, evo predajam besedo vam. Malo svetlobi bi rabo. Ja, če hočeš vse, ja. Se lahko, ne Mirjana, bom jaz to. Ker sem si nekaj zabeležil. Ja, ne bi hotel biti preveč agresivni. Kar lahko tukaj, evo, se usedete. Ja, bom jaz že zdaj. Hvala za privilegij. Torej, čas je zlato, sem v zadregi, ogromno izzivov, ogromno spoznanj. Mislim, da gre za eno od najbogatejših predstavitev našega raziskovalnega delovanja v sociologiji pa v širšem družboslovju pri nas. Jaz sem z velikim zanimanjem, ko sem včeraj dobil to knjigo v roke, včeraj zvečer to bral, danes popoldan sem si na zabeležke pripravil. Zdaj, ko sem pa vas poslušal, pa vidim, da moram še te svoje vtise tudi že korigirati, oziroma boste vi korigirali nekatere moje vtise in zabeležke. Torej, predvsem ne bi zdaj vsem tistem govoril, s čemer se strinjam, in to je ogromno, kot pa, v čem vidim izzive. No, zdaj v zvezi s temi predstavitvami vašimi mi prihaja nekako tole na misel najprej. Zlasti Mirjana je veliko govorila tudi o teoretikih in tako dalje. Jaz velikokrat razmišljam, tako kot je en izraelski sociolog Zerubavel si piše, postavljal, da je temeljno vprašanje zmeraj, kako postavljati stvari v spoznavne okvire višjega reda. Mislim, da je tle bilo v tej epistemološki razpravi je bilo precej tega in mogoče tole, kar sem zdaj poudaril, celo ni čisto v skladu s tistim, kar sem napisal, ko ste bili sami. No, drugo je pa, kar sem tudi zdaj nekako izostril, pa moram v mečkem kontekst povedati. Sem eden od starejših na področju sociologije ali pa celo najstarejši, poleg, kaj še bilo, ne vem. No, in se srečujemo tudi, Mirjana je zelo aktivna v sekciji, ki smo jo za nalaško ustanovili v zvezi z retrospektivami. Imamo te individualne retrospektive, smo to objavili več sodelavk tukaj v knjigi Kakšna sociologija za kakšno družbo, retrospektiva, torej individualno, zdaj pa poskušamo to nadgrajevati, da ne bi bilo sam agregat posameznosti. No, nasploh je eno od temeljnih problemov, kako presegati agregiranje, dodajanje še več. Kako integrirati raznovrstnost, to je moja temeljna preokupacija nekako dolge čase. No, zdaj v tem smislu pa mogoče malo pogrešam, ali pa dajte mi pojasniti, mogoče komentirati to, ali ni, kako bi rekel, ena pomanjkljivost, da niste nič govorili o dveh političnih sistemih, ki smo jih najstarejši tudi osebno doživljali, in kako je prejšnji politični sistem v kontekstu Jugoslavije pravzaprav
deloval tako, da bi rekli sistemsko, ne pa da je sfera vsakdanjega življenja nekako bila zanemarjena, ker je bilo uporabljen ta izraz. Ni šlo za zanemarljivost, šlo je za sistemski odnos do te sfere, kot sfere mikrosubjektivno v odnosu do zgodovinskega materializma, marksizma in tako dalje, ki je poudarjal makroobjektivno, makrorevolucionarno in tako dalje. Medtem ko ta sfera, torej pred tedanjim miselnosti, tedanjim ideološki konstelaciji, ni bila v ospredju, ali pa celo je bila podcenjevana. No, ker se bojim, da bom preveč časa vam vzel, bi na hitro poskušal nekaj prebrati, kaj ste si zabeležili. Vsakdanje družbeno življenje eksplicitno zadeva časovno razsežnost tega, s tem, ko nakazuje pogostost dogajanja vsakdanje. Implicitno pa imamo v mislih tudi prostorsko zamejenost na neposredno, lokalno, življenjsko okolje. Gre torej za objektivno in subjektivno sfero na mikrosociološki ravni, kar pa v času globalizacije in glokalizacije, tako imenovane, terja tudi preučevanje, koliko se ta sfera prepleta, prežema in spopada z makrosociološko sfero. To, ko sem zapisal, še nisem poslušal to, kar je danes Mirjana govorila, ki je opozarjala tudi na te stvari, koliko se te relacije pojavljajo. Predpostavka, da je pogostost pojavljena sinonim za prostorsko bližino, postaja vse manj utemeljena. Zato predmetno področje pod imenom sociologija vsakdanjega življenja ne bi kazalo nekako zakoličiti kot nekaj samosvojega, saj so vse bolj prisotni kritični odzivi na to, kako nas preplavlja in celo podreja globalno. V knjigi so kar na številnih mestih obravnavane časovne razsežnosti družbenega življenja. Če to povežem z našimi sedanjimi razpravami o retrospektivi sociološkega delovanja v preteklem polstoletju, tu vidim izziv, da bi tudi zavestno, namerno, izrecno vaša raziskovanja vsakdanjega življenja povezovali in opirali na spoznanja sociologije časa. Sociology of time, ali pa časovno. Uspeh preučevanja v konceptualnih okvirih vsakdanje življenja, ki teži k razkrivanju podrejenega in utišanega, uporabljam izraz Tanje Renner, utišana, tudi o utišani sociologiji sem jaz pisal v 70-ih letih. Mladi dostikrat sploh niste informirali o tem, da je bila v 70-ih letih sociologija povsem poklopljena, utišana in tako dalje. Torej, ta izraz mi je zelo blizu v tem smislu. Torej, in s tem tudi emancipatornih podrejenega, torej emancipatornih potencialov, kar uporabljate kot izraz tudi, je odvisen prav od tega, koliko bomo individualno povezovali z globalnim in univerzalnim. V ospredje torej postavljamo dialektiko enotnosti nasproti, edinstveno ima torej svoje nasproti in hkrati komplementarnost v univerzalnem, no, da ne bi to preveč doktrinarno ali preveč abstraktno zvenilo, vam mogoče vendarle, a bom preveč časa vam vzel, dajte me zastaviti, no, še nekaj bi rado. Imamo še v bistvu slabih 10 minut, tako da bi še komu dali besedo, ampak mogoče če... No, kako recimo nekaj, kar je čisto trivialnega, jaz sem imel primer, ko sem delal raziskave na Koparskem, Osapska dolina, Os, poznate, za Črnim kalom. Nekaj, kar ni imelo nobene vrednote, kvečem bilo nekaj negativnega, je potem z povezovanjem v svetovnem merilu postala vrednota in atraktivnost. Torej, kako se te stvari spreminjajo v teku časa.
Pri tem torej stopi v spredje vprašanje regularnosti in nepredvidljivosti spremembe prihodnosti. V zvezi s tem bi težko sprejel stališče, kot je zapisano. Naloga kritičnega družboslovja ni v tem, da ostri moč napovedovanja, temveč da informira ljudi o številnih možnih socioloških in psiholoških fenomenih in s tem širi socialno občutljivost ljudi ter jih pripravlja za hitrejše prilagajanje spremembam v okolju. No, mogoče bo kakšen komentar ali pa, če ostane saj kot izziv, bom malo preskočil tlele. Močno poudarjena je recimo v zvezi z vsakdanjostjo ta nevprašljivost vsakdanjega življenja. Naprimer, da velik del vsakdanjega življenja ostaja neproblematiziran, o njem ne dvomimo. No, zastavlja se mi vprašanje, ali ni tu nevarnost, da se sprejemanjem takega dejstva hkrati sprejemamo naprimer podrejeni položaj in vlogo žensk v muslimanskem svetu, kar pa sicer kritična angažiranost, ki jo vi poudarjate, ravno postavlja v ospredje. Še komentar na naslednje stavke. Res pa je, da imamo ljudje v vsakdanjem življenju spontano, naivno, nekritično zaupanje do vsakdanjega sveta. Naravna drža do sveta ima vedno za objekt neki svet, ki je nevprašljiv. Prav zato se nam zdijo drugi svetovi, znanost, umetnosti, politike, ekonomije, bolj abstraktni. V teh svetovih ne znamo dejstev gladko spojiti z realnostjo, kot to storimo v vsakdanjem svetu. No, bom zaključil, tu vidim izziv z vidika procesa podružbanja oziroma že prepoznanih sprememb tudi v smislu scientizacije družbe, socializacije znanosti, vključevanja laikov, neprofesionalcev in tako dalje. Mislim, da je treba torej največjo pozornost posvečati prav tem rudimentarnim oblikam, ki že dobivajo svoj izraz v recimo citizen science in torej v perspektivi, da recimo znanstveno raziskovanje vse bolj postaja sestavina vsakdanjega življenja. Že pred desetletji sem pisal o tem, kako prebivalci, raziskovalci oziroma samoupravljalci smo takrat rekli še posebej postopno prevzemajo tudi vlogo raziskovalcev. Raziskovanje pa se vključuje v integralno vseživljenjsko okolje. Torej, raziskovanje kot vsebina vsakdanjega, kot značilnost vsakdanjega življenja, vseživljenjskega okolja. Samo še iz današnje razprave, a mi kdo mogoče lahko še komentira, kako da ni bilo govora tu ne o socializaciji v socialno-psihološkem smislu, ampak o socializaciji v marksističnem smislu, kar je bilo tudi prisotno, Vida Tomšič in tako dalje, socializacija funkcij družine, naprimer. Ne vem, ali sem jaz kaj spregledal, ali je tu gre za različno oceno tega. Se opravičujem, da ne dolžim. Hvala. Boste komentirali? Mogoče jaz bi začela, samo zelo na kratko, ker mogoče res ne treba dati še komu besedo. Profesor Milinar Zdravko, mi smo, vsaj jaz mislim, da poskušamo ves čas nekako početi na tej relaciji mikro, medzo raven analize, makro družbene strukture, da poskušamo ves čas, jaz temu rečem, igrati tisto igrico z ruskimi babuškami. Se pravi, tisto, kar recimo mene včasih tako precej poezi, kakšne kritike, ki so nam namenjene, ne mislim zdaj na ta trenutek, ko sem jih pa že slišala, celi skupini so bile namenjene kritike v smislu, saj pravzaprav vi se greste neko mikrosociologijo, najdlje, dokodr pridete so življenjski slogi, v zasebnosti in tako naprej. Meni to poezi zakaj? Zato, ker se vidi, da se vsaka od nas, ki smo nekako tudi v tej knjigi prispevali, ves čas preigrava to skladbo med individualnim do globalnega in nazaj.
Ne? Zdaj, da poskušamo v teh drobnih gestah vsakdanjosti videti makrodružbene strukture. Ne? Mi poskušamo nekako povedati, vsaj mislim, da to razmeroma uspešno počnemo, poskušamo pokazati, kako se velike makrodružbene strukture pravzaprav ne morejo ohranjati drugače, kakor z vsakodnevnim, tako rekoč rutinskim pritrjevanjem. Če dam samo mečkam primer, ko gremo na neko upravno enoto in izpolnjujemo formular, kjer piše M ali pa Ž, moško ali pa žensko, to samoumevno naredimo. Vsakdo ve, kam se bo nekak, ne, kaj bo obkrožil ali obkrožila in zdaj, kaj s tem naredimo? Nič drugega kot pritrdimo in potrdimo binarni spolni sistem. Rečemo, da sta spola dva, ne? Ta in ta. Kar je v redu? Seveda. Ni nujno, ne? A ni v redu? Ne, lahko so trije spoli. Lahko so trije. Ja, recimo Nemčija in Indija sta v potnih listih že dala tretjo kategorijo, ne? V Evropi mislim, da ni samo Nemčija. Zanimivo, da Indija je to tudi storila. Ne, se pravi, nekako preuprašujemo te drobne samoumevnosti vsakdanjega življenja na ta način, da poskušamo ves čas imeti pred očmi cel register od individualnega do globalnega in nazaj. To poskušamo, se mi zdi delati. Da tisto, kar si rekel okrog časa, to se meni zdi zelo relevantna pripomba. Čas je tako zelo močna tema vsakdanjega življenja. Ampak tukaj bi bil vsaj moj odgovor tako zelo prozaičen, banalen pravzaprav. Nikogar med nami ni, ki bi se ukvarjala prav s tem problemom. Ne? Se pravi, tudi v tej knjigi so pač stvari, s katerimi se vsaka od nas nekako ukvarja, časom, nekako na ta bolj kompleksen način. Poteku smo, recimo, če tlele čas, se dotikamo življenjski potek, ali pa dotikamo časa socializma, ne, se ima ena od, se pravi, obravnavamo socializem v bistvu in prehrano v času socializma v bistvu. V eni od frakcija. Tako, ne. Mogoče nismo čisto imeli vseh tem, ne, ampak so, katere so pokrite. Smo zajeli v bistvu tudi preteklost, ne. In spet na mikroravni. Se omeni družbena prehrana, da sem prav slišal. Ne, družbena Ja, ampak tudi družbeno prehrano smo Drago Kos je obravnavali. vrsto raziskav naredil na temo družbena prehrana ali pa, dobro, socializacija funkcij družine, mogoče komentar na to. Zdaj ne govorite o tem. Ne. Ta koncept socializacije je nekako postal, se mi zdi, no to mogoče mi Metka malo bolj pomagala v razpravi. Koncept socializacije na ta stari, klasičen način je v družbenih vedah postal nekako, se mi zdi, izčrpan že kar pred desetletji. Tako da v tem smislu te socializacije družinskih funkcij, nekako vsaj ne s to terminologijo ne govorimo več. Mainstream sociologija na Zahodu ga je zavrgla. Vodsko, mnogo kateri marksisti pa pri tem ustrajajo. Jaz pa mislim, da še nikoli ni bilo ta podružbene Vergesellschaft, imate v Nemčini dosti bolj prisotno, še nikoli ni bilo na taki stopni, kot je letos, kot je sedotnosti. No, to je vprašanje. A se vam ne zdi, da, no ne vem, se mi zdi, da ta obraten proces pa tudi teče. Se pravi, ne vem, če je bilo, no, ne bom rekla, da ne malo pretiravam, ampak zelo veliko, recimo po starem rečeno, funkcij se ponovno vrača v družino. Ravno v trenutku, ko se izgubljajo neke dimenzije socialne države, je kam pa drugam. Kdo pokriva vsakdanjo reprodukcijo življenja, če ne družina, sorodniški odnosi, če se umika socialna država. Ne? Skrb za stare. Ne? In starih nas je vedno več in nas bo vedno več. To negovalno delo, ki ga Vesna omenja, ne? Ki je absolutno privatizirano, preveč privatizirano, pozasebljeno. Mi imamo manj kot 5% stare populacije v institucijah, pa ne trdi, da je to slabo. Samo to pomeni, da to delo nekdo opravlja in opravlja ga brez plačila. Kar tudi ne trdim, da je slabo, je pa pomembno. Hvala, jaz se opravičujem, moram malo poseči, ker moramo čez ene dobrih 5 minut končati, pa bi mogoče še komu dala zagotovo pa čas lahko po dogodku še za razpravo. Še mogoče komu z publike, če ima kakšno vprašanje, da vam ne vzamemo čisto besedo, še kdo kaj vprašal, komentiral, ker ne. Sicer pa hvala lepa, meni je žal, da moramo zaključiti, mislim, da imamo še
vrsto iztočnic bi bilo za prediskutirati in debatirati, ampak žal ob 8 se nadaljuje z nekim drugim dogodkom, tako da najlepša hvala vsem, hvala vsem govorkam in avtoricam, prispevkam.